Živja družba, spet sem jaz, moje ime je Jana in dobrodošli tukaj v Mehiškem kotičku, kjer govorimo o različnih temah, ki so tako ali drugače povezane z Mehiko. Tukaj se dotaknemo tradicij, običajev, ljudi, zanimivosti, zgodovine, hrane. No, današnja tema bodo pa čurosi, kot ste videli že v naslovu. To je ena zelo, zelo popularna mehiška sladica, eno pecivo je v bistvu. In to pecivo pa izhaja iz Kitajske. Če boste slučajno potovali na Kitajskem, tam se jo naroči como jou tiao in pomeni tudi pečen vragac ali palčke v olju. Obstaja veliko število zgodb, legend, hipotez in domnev, kako so potem te čurosi potovali iz Kitajske po celem svetu. Tukaj se ne morejo nekako zediniti pač različni strokovnjaki, ampak vsi so si pa enotni, da je pa v Mehiko to pecivo pripotovalo potem, ko so Španci osvojili Mehiko in s tem znanim pač bojevnikom Hernanom Cortesom. Čurosi so zelo popularni v Mehiki, praktično v celi Latinski Ameriki, ZDA, od evropskih držav jih pa lahko kupite v Franciji, Španiji, na Portugalskem, Belgiji in pa na Filipinih. Čudi me pa to, da se pa ne omenja Kitajske. Mogoče se jih še vedno da kupiti, niso pa tako zelo popularni. V osnovi obstajata dve vrsti čurosov. Tile so običajni, enostavni, ker so samo čurosi, nimajo nobene luknjice. Potem so pa polnjeni, so pa majčkeno širši in imajo luknjico noter in potem v to luknjico se jih lahko napolni z različnimi zadevami. Obstaja v Mexico Cityju, v Coyoacanu, kamor gre vedno moja prijateljica Boža. Vsakič, ko pripotuje v Mexico City, ne spusti obiska te čurerije. No, tja gre ona zelo rada in tam je 80 različnih okusov, s katerimi jih lahko napolniš. Vseh 80 ne vem, ampak od tistih, ki se pa spomnim, so pa polnjeni s čokolado, z lečero. Lečera je zelo podobna čokoladi, samo s tem, da je bela, pa da ima okus po mleku, bolj bi rekla. Kaheta je kuhano kozje mleko, karamel je bolj podobno, no. Potem z nutelo, z malino, jagodo, guajavo, rompope. Rompope je ena alkoholna pijača tukaj. Potem kaheta s tekilo, pa s kremo. Krema pastelera se reče tukaj. To je tista krema, ki se jo dobi tudi v kremšnitah. Se lahko čurose doma pripravi. Sestavine so zelo enostavne, in sicer je en kozarec vode, en kozarec moke, ščepec soli, olje in sladkor. In zadevo se pa tako pripravi, da se vodo s soljo zavre in potem, ko to začne vreti, se doda naenkrat vso moko in se meša, dokler se nadobi pač neka masa. Potem je treba pa to maso dati v čurero. Čurero je pa en modelček pač v obliki čurosov, zvezdice, in se pač napolni ta čurero se napolni z maso in se potisne ven, da se dobi take tulce. Potem se pa, ko imamo pa te tulce, se jih pa speče v vrelem olju. Treba je pa paziti, ker če jih prehitro spečeš, lahko noter ostanejo surovi. Če jih pa prepočasi pečeš, se pa lahko olja napijejo, tako da je treba pogruntati, kako točno se jih speče, da pač pridejo ven taki, kot morajo. Potem, ko so pa enkrat spečeni, se jih pa odloži na kakšen poseben papir, kjer se kjer se olje lahko odcedi. In ko so še toplih, je treba posuti s sladkorjem, zaradi tega, da se sladkor prime na te čurose. Še nekaj zanimivosti na temo čurosov. Baje se po svetu poznajo tudi kot mehiški krof, jaz tega izraza še nisem slišala in me ne prepriča čisto najboljše. Beseda čuro prihaja pač od ene vrste ovce iz Španije. Čurosi so zelo popularni v Disneylandu, in sicer se jih proda kar 2,8 milijona dnevno. Nimam pa podatka, a so to polnjeni ali so to običajni. Takole. Upam, da se vam je zdel video zanimiv. Jaz vidim podobnost med temi čurosi, ne vem pa, kakšne so sestavine. Iskreno povedano, nikoli nisem delala flancatov, ne krhkih, ampak tiste klasične. Moram pa reči, da me pa okus me zelo spominja na flancate. Mogoče so sestavine drugačne, ne vem, a flancati vsebujejo kvas ali ne.
prosim za vse tiste osebe, ki pečejo flancate, da mi povedo, če je kaj podobnosti. Okus definitivno me spominja na to zadevo. Tako upam, da se vam je video zdel zanimiv, da ste kaj novega zvedeli v Mehiki. Če še niste člani moje YouTube družinice, se lahko naročite na kanal in tako boste vsakič obveščeni, ko bo kakšna nova vsebina naložena na kanal. Se vidimo tukaj prihodnjič. Adijo!